Pretekli teden so napovedali nekatere spremembe na področju tobačnih izdelkov in sladkanih pijač. Poglejmo, kako zelo so jih dobili po glavi kadilci. Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Ta med drugim prepoveduje kadilnice in arome v vseh ogrevanih tobačnih izdelkih razen okusa tobaka, v elektronskih cigaretah pa vse arome razen okusa tobaka in mentola. Ja, taki cajci so žal. Tobak pa mentol, to je še edino, kar boste lahko kadili, dragi moji. Ostalo lahko sam še jeste. Tako da jagode, lubenice, maline, tega ni več dovoljen vdihavati, samo jesti. Zato dajte jesti, preden še to prepovejo. Tudi če imate, recimo, ne vem, še kaj konoplje doma, pozabite, da ne bi kadili, okej? Pojesti po novem. Na področju trošarin se stvari prav tako zaostrujejo. Hkrati pa je vlada s 1. novembrom letos še tretjič zvišala trošarine za tobačne izdelke. To naj bi se še stopnjevalo, tudi za alkoholne in sladke pijače. Gledam predvolilne obljube Svobode, SD, Levice, pismo, vse je obljubljeno, sem tega pa ni omenil. Kaj je to? Trošarine na sladke pijače pa prepoved cukra v obliki dima. A ste še vi pogledali, malo te predvolilne obljube? Dajte malo pogledati. Ne, res, ker jaz ne najdem. Edino, mogoče, če je pošlo kasneje kot aneks k obljubami, pa se je izgubil kje na poti. In kaj pravijo ljudem? Vseeno bomo kadili naprej. Nismo pa zadovoljni, da se dvigajo trošarine glede na... Pa mislim, da je pravilno. Kajenje ni zdravo, sladke pijače niso zdrave. Zdaj, če bo kdo zaradi tega nehal kaditi ali pa pil manj sladkih pijač, bo to samo dobro za zdravje naroda. Tako, ma še kaj povem? Še kaj povem, ali? A ni frajer, no? Sam še povedati bi mogel, da kadi čik z okusom brusnice. Povem pa, Trollmaster 9000. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.